Nadaljujemo v Nemčiji, kjer so včeraj volili poslance. Izbirali so, kdo bo naslednja 4 leta v parlamentu odločal o najpomembnejših stvareh v državi. Zmagala je stranka Angele Merkel, ki je že zadnjih 8 let na položaju predsednice vlade. Volitve je spremljal naš posebni dopisnik, 10-letni Gašper Anžin. Tole tukaj je moja šola, ki je danes odprta, tudi če učenci nimajo pouka. In tole to, ker noter potekajo volitve. Volitve so v Nemčiji velik dogodek. Še več mesecev se je veliko govorilo o politikih, povsod visijo plakati, potekale so prireditve, politiki pa so obljubljali, kaj bodo storili, če bodo prišli na oblast. Volili so lahko le tisti, ki so državljani Nemčije in so stari vsaj 18 let. Da gibt es eine Erststimme, eine Zweitstimme und dann darf dort ein Kreuz gemacht werden und dort ein Kreuz. Das Kreuz darf nur in der Kabine gemacht werden. Nemški politiki veliko govorijo tudi o otrocih. Naprimer, da bodo morali enkrat plačati dolgove Nemčije, ki jih je zdaj že za 2000 milijard evrov. In da 3 milijoni otrok v Nemčiji živi v revščini. Ich wollte fragen, ob es Ihnen beim Wählen der Parteien auch darum geht, was die Parteien für die Kinder tun. Ja, natürlich ist das wichtig, weil die Kinder sind die Zukunft. Ich habe ja 2 Enkelkinder, das ist ganz dolle wichtig. Und was zum Beispiel? Dass es ein bisschen besser wird mit unser Geld, das Mindestlohn. Spet je zmagala stranka Angele Merkel, ki je kanclerka že od leta 2005. Naslednje volitve v nemški parlament, Bundestag, bodo čez 4 leta. Stranke pa razmišljajo, da bi takrat morda lahko volili vsi starejši od 16 let.